Mi smo že predstavili medijem javnosti naš program dela, s katerim gremo na volitve. To je dokaj obsežni program, ki pravzaprav se dotika vseh razvojnih projektov v mestu, delovanja mestne uprave, delovanja javnih inštitucij v mestu in pa razvojnih, to se pravi razvojnih načrtov, ki po naši presoji lahko popeljejo mesto v neko novo perspektivo. Veste, da je naša vlada, prejšnja vlada pripravila 6 razvojnih projektov za naše mesto. Nažalost, sedaj ti razvojni projekti na stranskem tiru. Aktualna vlada jih je torej iz razvojnih projektov Republike Slovenije do leta 2023 izločila. Kar se tiče priprav na volitve, skupaj s tem programom smo sedaj znotraj stranke v Mariboru sprožili širok postopek kandidacijskih izborov v okviru mestnih četrti za kandidate za mestni svet. In kakor smo obljubili do začetka volilne kampanje, bomo znotraj tega procesa oblikovali kvalitetno ekipo 45 kandidatov za mestni svet in predstavili tudi bodočega županskega kandidata. Razmerami v koaliciji, ker je to pač običajno. Na nek način smo vsi, cela Slovenija, talec in notranje koalicijskih dogajanj te že dolge mesece. Pravzaprav, kar je ta koalicija sestavljena. Ključni problemi, ki zadevajo naše vsakdanje življenje in tudi našo prihodnost in so vezani na učinkovit spopad s ekonomsko krizo, ostajajo v ozadju. Po mojem mnenju je popolnoma vseeno, ali bo liberalna demokracija ostala v tej koaliciji ali ne. Tako da to enostavno ni rešitev. Rešitev tudi ni velika koalicija, v kateri se v zadnjih letih veliko špekulira. Naše mnenje bi bila najbolj racionalna rešitev razmislek o tem, da ta vladna koalicija vsaj za nekaj mesecev še strne svoje vrste odmisli prepire in se ukvarja z zadevami, ki jih je treba postoriti do poletja. V jeseni bi bilo najbolje skupaj z lokalnimi volitvami razpisati tudi državno-zborske volitve. Slabše skoraj ne more. Najslabše je, da so tisti, ki so poklicani za to, da rešujejo skupne probleme, ukvarjajo sami sami. Tudi to, da se nihče, vsaj zaenkrat upam, da ne bo kdo prijetno presenetil. Iz vladnih struktur ni srečal z Dalaj Lamo, ob tem njegov obisku v Sloveniji veliko pove o tej naši suverenosti.